Dobrodošli v Domu kulture Slovenske Konjice, kjer smo na današnji dan tukaj zaradi Mednarodnega dneva prostovoljstva in Mednarodnega dneva invalidov, ki ga praznujemo te dni. 5. december je Mednarodni dan prostovoljstva, ko se organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, pokažejo javnosti z rezultati prostovoljnega dela na lokalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni. Cilji organizacij so zelo različni, a vsi imajo en in sam namen – pomagati. Danes vas je z nami veliko, ki to počnete prav 7 dni v letu in prav danes vam želimo povedati, da smo vam hvaležni za vsa vaša prostovoljna dejanja. Včeraj 3. decembra smo praznovali Mednarodni dan invalidov, ki družbo spodbuja k razumevanju invalidnosti, zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov ter zavedanju o koristih vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. V naši občini se trudimo, da smo invalidom prijazna občina, tako imenovana občina po meri invalidov, in da kljub okvaram, ki vas, invalide, povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, enako kot drugi občani, polno in učinkovito sodelujete v družbi. Kako polno in veselo v naši družbi delujejo varovanci Varstveno-delovnega centra Slovenske Konjice, pa bomo videli prav kmalu. Predstavili se nam bodo s točko Španci za en dan. Nastala je s pomočjo prostovoljke Olge iz Španije, ki je v lanskem letu obiskovala enkrat tedensko, ter jih učila španskega jezika in tudi kulture. Pa si poglejmo Špance za en dan.
ključno špansko doživetje. Za besedo v današnji priložnosti po nadaljevanju prosim Mirana Gorinčka, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji prireditvi, ki je posvečena, tako kot vsako leto se dobimo ob Mednarodnem dnevu invalidov in pa ob dnevu prostovoljcev. Moram priznati, da me je malo skrbelo, ko so mi dejali, da bo prireditev v ta veliki dvorani, v Domu kulture, da bodo sedeži prazni. Vendar, dvorana je precej velika in tudi vas je veliko. Veliko število ljudi, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. In iz tega nastopa varovancev Varstvenega delovnega centra je razvidno, da imajo ti ljudje, če ravno na določenem področju, na določenem delu mogoče za nekatere stvari prikrajšani, pa drugo lastnost, ki jo mi vsi skupaj potrebujemo. To je izjemno močno voljo, s katero nadoknadijo vse tisto, kar je bilo odvzeto in tako to veliko željo, da bi se čim bolj približali načinu življenja in se vključili med tiste ljudi, ki običajno se niti ne spomnimo, pa se ne zavedamo, da imamo vse tisto, kar drugi manjka. In kot sem dejal, izjemno sem vesel, da je veliko število ljudi, ki pa na prostovoljni osnovi pomagamo tem, ki so pomoči najbolj potrebni. In še bolj kot tega dejstva, da vas je toliko, sem vesel, da smo kot celotna lokalna skupnost nekako v zadnjih letih prepoznali to našo poslanstvo, da moramo drug drugemu pomagati. Omenjeno že bilo, da smo pred sedaj že 4 leti prejeli naziv invalidom prijazna občina. Občina pomeni invalidom. Nenazadnje smo v letošnjem letu dobili priznanje kot prostovoljstvo prijazno mesto. Poglejte, same taka lepa priznanja, ki mene kot župana navdajajo s ponosom, da živim med takšnimi ljudmi, kot ste vi. In vzemimo obe priznanji kot zavezo, da bomo skupaj še boljši, da bomo še bolj tankočutno prepoznali vse tiste potrebe, ki jih mogoče nekateri niti ne upajo izraziti, pa vendar pričakujejo pomoč, ki smo jim dolžni in jo tudi zmoremo dati. Iskrene čestitke vsem skupaj ob Mednarodnem dnevu invalidov in še bolj ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva. Naj prostovoljstvo ostane tista naša vrlina, ki bo naredila to družbo, to lokalno skupnost še toliko bolj prijazno do vseh. Hvala za današnji obisk in hvala tudi vsem tistim, ki pomagate tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Proslave je sledil ogled filma Nevidni. Avtorsko ekipo sestavljajo režiser Mirko Simič, scenarist Aleš Košir, Adi Smolar in Rok Trkaj. Film je bil leta 2012 nominiran za Viktorja, predstavljen v Evropskem parlamentu in govori o osebah s posebnimi potrebami. Scenarist jih želi prikazati kot enakovredne, s poudarkom na skupnih lastnostih, ki jih ima slehernik in z njimi živi vsaki dan. Sanje, igra, ples, čustva, radosti in obveznosti. Zgodba se dogaja v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Draga na Igu. Film Nevidni gledalca popelje v okolje ljudi s posebnimi potrebami, mu predstavijo njihov vsakdan ter odziv staršev, strokovnjakov in naključnih mimoidočih. Je to strah pred soočanjem ali le nepoznavanje skrivnosti življenja? Kakorkoli, družba in posamezniki želijo, da takih otrok ne bi bilo ali jim taki ne bi bili dani. A tukaj so, med nami, z nami in ob nas, nevidni. O filmu pravijo na zavodu Drugo oko.
V središču pozornosti je postavljen 11-letni Blaž z Downovim sindromom, prek katerega spoznavamo življenje ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Ekskluzivnost se skriva v presenečenju gledalca, da je njegov svet nadvse podoben našemu. Skozi film odkrivamo življenje, dejavnosti, strokovnjake, ki se ukvarjajo s temi temami, njihove dragocene, drobne trenutke, humor in nenazadnje iskrice v očeh, ki pokažejo vse, kar te osebe čutijo v življenju. Ljubezenski zaplet nudi pravo dramatično akcijsko reševanje ljubljenega človeka, ki ponudi hkrati zabavo in humor. Še pravijo na zavodu in pojasnjujejo, da namen akcije Nevidni ni kazati s prstom na pomanjkljivosti in iz ljudi delati žrtve, temveč nasprotno, kazati in utirati nove poti, ki nas spremljajo vsak dan. V zaključnem delu srečanja z gospodarstveniki se je druženje nadaljevalo ob prijetnem klepetu in izmenjavi medsebojnih izkušenj. Svoje osebne izkušnje iz vsakdanjega življenja pa so z zbranimi delili tudi nastopajoči v filmu.